Spoštovani gospe in gospodje, spoštovana publika, ki ste si danes vzeli čas, da ste prišli v prostore Študijskega centra za narodno spravo, kjer bomo predstavili delovanje vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in pa delovanje nove spletne strani Študijskega centra za narodno spravo z naslovom Zakladnica spominov. Prav lepo pozdravljam v naši sredi magistrico Majdo Pučnik Rudelj, predsednico Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic in pa predstojnika oziroma vodjo sektorja za popravo krivic in pa podporo žrtvam kaznivih dejanj na Ministrstvu za pravosodje. Med nami je tudi predstavnik Združenja razlaščencev in pa drugi predstavniki, pozdravljeni, lepo pozdravljeni, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju poprave krivic. Med nami je pa tudi predstavnica avstrijskega veleposlaništva. Torej vse skupaj še enkrat prav lepo pozdravljam. Na Študijskem centru za narodno spravo smo se odločili, da pobliže predstavimo delo vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki deluje v slovenskem prostoru že 22 let, se pravi od leta 1997 in ureja status bivših političnih zapornikov, žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja in svojcev žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja. Študijski center za narodno spravo vse od svoje ustanovitve, se pravi od leta 2008, dejavno sodeluje z komisijo oziroma tudi s sektorjem za popravo krivic v obliki zgodovinskih raziskav in pa projektnih nalog za potrebe reševanja vlog po zakonu o popravi krivic. Komisijo, kot že rečeno, vodi magistrica Majda Pučnik Rudelj, ki nam bo danes tudi predstavila delo komisije. Torej v nadaljevanju pa še predstavitev nove spletne strani Študijskega centra Zakladnica spominov, ki nam jo bosta predstavili njeni tvorki, njeni oblikovalki, sodelavki Študijskega centra za narodno spravo, gospa Marta Keršič in pa gospa Mirjam Dujo-Jurjevčič. In ta spletna stran nam prinaša nove in pa bogate zgodbe pričevalcev, ki so preživeli grozote vseh treh totalitarizmov. Naj zaključim tale svoj kratek uvodni razgovor z mislijo, da je nekakšna skupna rdeča nit teh dveh današnjih predstavitev človek, žrtev. Torej tisti človek, ki je trpel, ki je bil mučen, ki je bil ubit, umorjen, kot pravi resolucija Evropskega parlamenta o totalitarizmih izpred 10 let. Ni važno, torej, kdo ga je mučil, kdo ga je ubijal, zakaj je trpel, oziroma važno je to posledica. Posledica pa je bila vedno groza zločina. In na Slovenskem, kjer še noben zločinec ni bil priveden pred roko pravice oziroma ni bil obsojen, zločinec zlasti komunističnega totalitarizma, je še toliko bolj pomembno, da pravosodje vsaj v obliki izvajanja zakona o popravi krivic na nek, bom rekla, skromen način obeleži in pa da neko skromno kompenzacijo žrtvam totalitarizmov. Po drugi strani pa ta spletna stran Zakladnica spomina prinaša pričevanja, ki so zato, ker pač pravosodje ni v popolni meri opravilo svoje naloge, na nek način tudi prinaša kompenzacijo žrtvam, vsaj v obliki
pripovedi o trpljenju. In žrtve si zaslužijo, kot pravi Evropska resolucija, spomin, resnico in pravico. Sedaj pa predajam besedo našim, ne bom rekla gostjam, ampak gospem, ki so na področju resnice, pravice in spomina ogromno postorile. Hvala lepa. Hvala lepa. Vse vas prav lepo pozdravljam. Kot je bilo napovedano, bom govorila o delu komisije. Polno ime komisije je Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Kot vsi vemo, mnogi ste tudi trpko okusili, tudi po vojni za mnoge ni bilo svobode. Aha, se ni slišalo. Še enkrat vsem prav lep pozdrav. Po koncu druge svetovne vojne in revolucije smo Slovenci postali žrtve novega totalitarizma, komunizma, ki je predstavljal še hujši teror. Svojo oblast je utrjeval z najhujšimi oblikami kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vseh po vrsti. Kriteriji za maščevanje oziroma krivdo so bili, povzemam po knjigi Poročilo o pobojih, ki jo je izdala parlamentarna komisija Državnega zbora, predsednik je bil dr. Jože Pučnik. Torej prvo, ideološki, saj so bile žrtve potencialni nasprotniki režima, potem nacionalni, naprimer nasilje nad prebivalci nemške, madžarske, italijanske narodnosti in pa pripadnost določenemu socialnemu razredu, saj so zaprli ali izgnali ali pobili cele družine podjetnikov, intelektualcev, kmetov, izobražencev, skupaj z starci, otrocmi. Žrtve vseh teh politično-ideoloških čistk so trpele grozovito nasilje. In tukaj bom povzela nekatere podatke iz knjig Rdeče nasilje dr. Milka Mikole, potem iz doktorske disertacije dr. Jožeta Dežmana in pa iz literature, iz knjige dr. Mateje Čoh, izdana je bila v sklopu v imenu Študijskega centra za narodno spravo. Torej, v nasprotju z načeli in pravili pravne države je bilo usmrčenih 18.281 slovenskih vojnih ujetnikov in civilistov in več kot 100.000 pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, tudi žensk in otrok. Tako imenovane razredne sovražnike so strpali v zapore. Bilo je 8 večjih in več manjših koncentracijskih taborišč, 4 kazenska taborišča za prisilno delo, 20 taborišč za poboljševalno delo in za družbeno koristno delo. Bilo je okoli 25.000 političnih zapornikov, blizu 60.000 nasilnih razlastitev premoženja in izgnanih okoli 10.000 prebivalcev nemške narodne manjšine iz Slovenije v Avstrijo. Več 100 tudi po večini premožnih slovenskih družin in posameznikov izgnanih iz mejnega pasu z Avstrijo in iz notranjosti Slovenije na Koroško, ter 215 madžarskih družin leta 1948 in 1949 iz vasi Petišovci. Da za mnoge ni bilo svobode, pove tudi podatek o več kot 60.000 beguncih, ki so od konca vojne 1945 zbežali pred nasiljem in se razselili po svetu. Zbežali so, čeprav so tvegali umor na meji.
Na tedanji jugoslovanski meji proti Italiji in Avstriji je bilo v letih 46-49 umrjenih 417 prebežnikov, ilegalnih prebežnikov. Verjetno zadnji begunec naj bi bil ustreljen na meji leta 1989. Po vojni je bil tudi kmet že zaradi samega statusa tako imenovani razredni sovražnik. Tako je bilo leta 1949 na sodišču 705 obravnavanih kmetov in v upravno kaznovanje predlaganih 1538 kmetov. In 1950. leta na sodišču obravnavanih 448 kmetov in v upravno kaznovanje predlaganih 1908 kmetov. V letih 1949 in 1950 je bilo sodno in upravno preganjenih 4599 kmetov. Torej, oprostite, čeprav v študijskem centru mnogokrat obravnavate te teme, se mi zdi, da za uvod je potrebno navesti tudi te številke. Da se začuti obseg nasilja, a ne? Številke, to je težek izraz, moramo vedeti, da ob teh statističnih podatkih je trpelo vsaj še 5 do 10 ljudi zraven, torej cele družine, cela sorodstva. No in še samo kratko na to temo podatkov. Nasilje nad svojci teh žrtev se je izvajalo z brezobzirnim izživljanjem zlasti nad vdovami in sirotami, torej otroci pobitih, zaprtih. Sistematični režimski terorizem je zajemal ropanje premoženja in izkoriščanje, zaplembe nepremičnin in premičnin, davke, neznosne davke in obvezne oddaje, tako da je kmet dobesedno stradal, medtem ko so se drugi mastili z blagom, ki so ga izropali ali dobili v tako imenovanih trgovinah zastonj. O tem je študijski center izdal zanimivo publikacijo. Seveda je bilo aktualno tudi prisilno delo nemočnih otrok, žensk, odvzemanje pomoči, recimo ti otroci niso bili deležni dedka mraza, pomoči UNRE in tako dalje. In seveda globalno šikaniranje, stigmatizacija prvo in pa šikaniranje z oblikami, kot je otegovanje šolanja, zaposlovanja, bili so zmeraj slabša delovna sila, ovirani pri napredovanju, seveda posledično so imeli nizke pokojnine, težko preživljanje. Nasledniki totalitarne oblasti so po predvidevanjih zgodovinarjev uničili skoraj 90% vsega arhivskega gradiva. Zato bi tukaj poudarila, da je dokumentarno gradivo, ki nastaja pri izvajanju zakona o popravi krivic, oprostite, da ni, ne čujete morda, še toliko bolj pomembno in dragoceno. To gradivo je že sedaj na razpolago. Javite se morda vodji sektorja, gospodu Šteblaju. Seveda pa sektor deluje na tem, da gradivo pripravi še bolj dostopno, sortirajo ga po tematiki, torej vrstah nasilja, tudi krajevno, po pokrajinah in podobno. Tako da raziskovalcem, zaposlenim študijskega centra je to gradivo na razpolago. No, kot je že omenila vodja študijskega centra, leta 1996 je bil sprejet zakon o popravi krivic, začel se je pa izvajati z 1.1.1997. Namen tega zakona je simbolična poprava, torej vsaj nekaj
Simbolična poprava krivic, čeprav seveda država k pravi popravi krivic še ni pristopila. Torej, nekako se oddolžiti povojnim bivšim političnim zapornikom, bivšim političnim preganjencem in pomorjenim povojnim žrtvam, ter namen je tudi ureditev pravic do povrnitve nematerialne škode, seveda zelo simbolični zneski, ki se nikoli niso valorizirali. Te žrtve so tudi diskriminatorno obravnavane v primeri z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, to bi pod črto povedala. Torej, zakon je omogočil tudi vštetje časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo in pa, kar je mnogim najbolj pomembno, to pravno rehabilitacijo in povrnitev dobrega imena. No, upravičenci zakona o popravi krivic so osebe, katerim se dodeli status po zakonu o popravi krivic, to so tri statuse imamo: bivši politični zapornik, žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja in pa svojec žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja. Bivši politični zaporniki so osebe, ki so bile v času od 15. maja 1945 do 2. julija 1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije neupravičeno in v z načeli in pravili pravne države zaradi razrednih, političnih in ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali upravno-kazenskem postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost odvzeta tekom teh postopkov na podlagi predpisov bivše Jugoslavije, a ne? Če je bil zakon zlorabljen na zgoraj prej omenjen način, opisan način. Tak status imajo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik ali Federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo te osebe v času uveljavitve tega zakona stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije. Bivši politični zaporniki so tudi osebe, ki jim je bil v upravno-kazenskem postopku zaradi prekrška, ki jim je bila izrečena kazen odvzema prostosti, ali je bil izrečen ukrep določitve prebivališča, ali je bila poslana na upravljanje družbeno koristnega dela zaradi prevzgajanja. Pogosto so bile te odločbe zgolj ustne, to vemo vsi, a ne? Žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja so osebe, ki so bile obsojene na smrt ali je bila smrtna kazen nad njimi izvršena in sicer v montiranih nepravnih političnih procesih ali celo brez sodbe. Tak status imajo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik ali Federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo svojci v času uveljavitve tega zakona stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije. Svojci, tretji status, žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja po tem zakonu so osebe, ki so po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju upravičene do družinske pokojnine po teh osebah. Torej, da komisija odloča o teh zadevah, je potrebno podati zahtevo. Zahteva se poda na naslov Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki ima sedež na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. O zahtevi odloča komisija vlade, ki je
bila ustanovljena na podlagi zakona o popravi krivic in je poseben upravni organ ustanovljen na podlagi tega zakona, kot rečeno. No, komisijo sestavljamo predsednica in naštela bi ostale člane, dr. August Mencinger, Janez Črnej, dr. Jože Dežman, Jože Drobnič, Lidija Drobnič, Darinka Marija Kalan, Janez Lampret, Stane Okoliš, Jože Olub, Alojz Podlogar, dr. Mitja Slane in pa Stane Štrbenk. Tukaj bi poudarila, da zaradi ideološko-političnih nasprotovanj zakonu so največje breme pri utirjanju tega zakona nosili člani prve sestave komisije, ki jo je vodil tedaj gospod Janez Lukač. Upravičene osebe za podajo vloge so, torej kdo lahko poda vlogo, bivši politični zapornik in pa svojci žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja. Če zahteva ni popolna, torej ni treba ne vem koliko podatkov zbrati, kajti mnogi nimate teh podatkov. Sektor za popravo krivic pozove, kar je potrebno, v osnovi pa, to pa poudarjam, je dolžan dopolniti to vlogo z podatki javnih evidenc, arhivov in podobno. Torej, zaposleni v sektorju pišejo v te institucije, da pridobijo ustrezno dokumentacijo. Komisija torej odloča o teh statusih. Ponovno torej so status žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, status svojca žrtve in pa status bivšega političnega zapornika. Na osnovi teh statusov komisija določi pravico do odškodnine in potem, ko je sklep komisije pravnomočen, se po uradni dolžnosti odstopi, komisija ga odstopi Slovenskemu državnemu holdingu, ki izračuna višino odškodnine in tudi izplača to odškodnino. Komisija tudi določi pravico oziroma podlago do priznanja pokojninske dobe, nato pa na zahtevo, torej vsakdo mora dati na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahtevo, da se mu ta doba tudi prizna, torej da se mu všteje v pokojninsko dobo kot posebna doba. Je pa možna tudi, tako po kazenskem zakoniku, kot po zakonu o popravi krivic, revizija pravnomočne obsodilne kazenske sodbe. Pravnomočna obsodilna kazenska sodba izdana v času od 15. maja 1945 do 2. 7. 1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije, se razen primerov, ki so navedeni v določbah veljavnega zakona o kazenskem postopku, o izrednih pravnih sredstvih, lahko spremeni tudi po zahtevi za revizijo, kot rečeno, o pogojih, ki jih določa zakon o popravi krivic, pa morda tega ne bi naštevala, ne? Razen če koga posebej zanima, seveda sem na razpolago. Imamo tudi nekaj statističnih podatkov o delu naše komisije. Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic je od let 2001 do konca 2018 imela 648 sej in na njih obravnavala 27.455 zadev. Mnoge zadeve znotraj imajo več upravičencev. Status žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja je priznala 6.841 osebam
in status bivšega političnega zapornika 21.149 osebam. K temu pa lahko prištejemo še 15.453 statusov svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja. Skupno število upravičencev do odškodnine je 34.783. Tukaj bi dodala, da mnogi niso potem podali vloge, da se jim odškodnina odmeri in izplača. Šlo se jim samo za povrnitev dobrega imena. Tako da tudi te podatke zdaj mi je pravkar povedal vodja sektorja pridobivamo od Slovenskega državnega holdinga. Po obeh statusih je upravičenih 1919 oseb. Žal pa, poglejte, po naši oceni je do sedaj podala vlogo le slaba četrtina upravičencev. No, recimo nekaj podatkov o delu komisije v lanskem letu. Bila so leta, ko je bilo ogromno vlog, ko smo že mislili, ko je bil velik upad vlog, so se organizirali pripadniki italijanske narodnosti in smo na primer dobili v letih 2015-2016 tam okoli 4000 zahtev. Tudi je bilo precej političnih nasprotovanj podelitvi teh statusov. No, recimo lani pa je bilo podanih le 174 vlog. Komisija je obravnavala 551 vlog, prav toliko je bilo izdanih potem tudi sklepov o priznanju statusa. No, je pa bilo zavrnjenih precej teh zahtev, in sicer 47,55%. To bi pojasnila, če kje zasedite ta podatek, češ zakaj pa to. Zdaj obravnavamo predvsem zahteve italijanskih državljanov in približno, kot vidite, po procentu negativnih odločitev, približno pol je tistih, ki so povsem legalno odšli čez mejo z dovolilnicami. Čeprav seveda je bila zadaj prisila, ampak naš zakon je postavil določene meje. Zelo smo omejeni. Bil je pač seveda zelo politično izglasovan in to je vse, kar lahko naredimo, da dodelimo status tistim, ki so odšli ilegalno čez mejo, ki so tvegali življenja. Ostali, torej ti, ki jim zavračamo, so bili optanti, ki so odšli legalno po veljavnih mednarodnih pogodbah. Kot je že direktorica poudarila, stalno sodelujemo z Študijskim centrom za narodno spravo, torej komisija in sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj, zdaj je malo drugačno ime, malo daljše ime, ohranja strokovno sodelovanje z Študijskim centrom za narodno spravo. Redne oblike sodelovanja predstavljajo strokovna srečanja, katerih namen je razjasnitev konkretnih zgodovinskih okoliščin, posledic in povezav, ki se izpostavijo ob reševanju zadev. Predvsem problematika italijanskih beguncev, ki je bila zelo neraziskana, tu smo se najprej lotili raziskovanja, potem pa smo zmogli tudi odločati o tem. Ob tem je Študijski center za narodno spravo pripravil 2 obsežni in dragoceni študiji, ki sta bili med osnovnimi podlagami za reševanje zahtevkov z področja Primorske. Gre za študijo Zgodovinska informacija o 4. valu selitev iz Primorske v Italijo v 50 letih, ki je bila nadgrajena z dodatnimi pojasnili, ter študijo o begunskih taboriščih v Italiji. Torej, kje so se nahajala, kako dolgo so bila odprta in podobno. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste me poslušali
in vam želim vse dobro, lep dan. Hvala. Najlepša hvala gospe Majdi. Naj povem, da bo na koncu možnost za vprašanja tudi z področja predstavitve dela komisije. Sedaj pa lep pozdrav tudi v najinem imenu, v bistvu kot avtorici oziroma urednici spletne strani Zakladnica spominov, ki jo bomo sedaj predstavili. In naj današnjo predstavitev začnem z mislijo ruskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca Aleksandra Solženicina, ki pravi, da ko o zlu molčimo in ga globoko v sebi pokopljamo, da ne bi priplavalo na površje, ga v resnici usajamo, torej ga sadimo, da se bo v prihodnosti še 1000-krat ponovilo. In če govori Solženicin o usajanju zla, kadar o njem molčimo, želi biti zakladnica spominov nasprotje tega molka in dati možnost spregovoriti vsem tistim, ki si tega želijo, ki želijo s svojo pripovedjo stopiti v polje javnega in ki na tak način tudi skrbijo, da se zlo v prihodnosti ne bi več ponovilo. Pred nas torej z govorjeno besedo stopajo naši pričevalci, ki so bili pripravljeni spregovoriti o sebi in svojo zgodbo deliti z nami. Naj se jim na tem mestu tudi najlepše zahvalim za vso njihovo pripravljenost, iskrenost, dobro voljo, pogum in pa predvsem zaupanje, ki so nam ga s tem izkazali. Zakladnica spominov je spletna stran, na kateri se objavljajo video, zvočna in pisna pričevanja Slovencev, ki so svoje zgodbe, osebne in družinske, zaupali širšemu krogu ljudi. Spletna stran je nastala konec leta 2018, ko je Študijski center za narodno spravo praznoval 10. obletnico delovanja. V tem desetletju smo zbrali približno 400 pričevanj v video, zvočnem in pisni obliki in jih tako tudi hranimo v arhivu pričevanj Študijskega centra. Pričevanja predstavljajo seveda bogato gradivo za raziskovalne, študijske in izobraževalne namene. Postavitev spletne strani pa je bila podprta strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj smo bili uspešni na njihovem razpisu. Slovenski prostor so v 20. stoletju zaznamovali trije totalitarni režimi, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Za dosego ciljev niso izbirali sredstev. Pričevanja se tako nanašajo na obdobje na čas 20. stoletja, predvsem obdobje druge svetovne vojne, prvih povojnih let in segajo ti spomini vse do današnjih dni. Na ogled so pa pričevanja Slovencev in Slovenk Severne in Južne Amerike, Evrope, zamejskih Slovencev, letos pa smo začeli tudi z objavo pričevanj Slovencev, ki živijo v matični domovini Sloveniji. Poleg orisa medvojnega časa je veliko spominov vezanih na prva povojna leta. To je bil ta čas za mnoge civiliste pomenil začetek begunske poti, za domobrance, ki so bili vrnjeni, je pomenila vrnitev gotovo smrt, za Slovence, ki pa so ostali doma, pa je bil to čas brezpravja, policijske države, ovajanja, vohunjenja, kratenje svobode misli in gibanja, uničevanja zasebnega kmetijstva, obrti, podjetništva, nacionalizacije, boja proti cerkvi in še mnogih pojavnih oblik, ki so lastne totalitarnim in avtoritarnim sistemom. O vsem tem pa govorijo tudi ta naša pričevanja. In če nekako nadaljujem tisto, kar je Mirjam povedala, v bistvu iz povedanega sklepamo, da se je življenje mnogih posameznikov v javnosti razlikovalo od tistega, kar so živeli doma, za domačimi zidovi. To se pravi, da so morali živeti nekakšno dvojno vlogo. Eno v krogu svoje družine in drugo v krogu službe, v krogu prijateljev in ostalih, s katerimi so se družili. Vse to nesvobodno okolje je na ljudeh pustilo dolgotrajne posledice in pa globoke rane, travme, ki se zelo počasi zdravijo. Zato so tudi pričevanja, ki so tukaj na ogled, na nek način namenjena ozaveščanju, hkrati tudi sočutnemu spremljanju in pa spraševanju vsakega od nas,
ki pričevanja posluša. Ob njih lahko tudi bolje razumemo, do kam je razpozaba na človekovo svobodo in pa zabloda teh totalitarnih ideologij. Pričevanja predstavljajo hkrati tudi dodaten zgodovinski vir, predvsem za tista obdobja oziroma za tiste temne lise, strani katerih je recimo ali dokumentarno ali gradivsko, arhivsko gradivo uničeno in dopolnjuje tudi že objavljeno literaturo. Pomemben razlog za zbiranje pričevanj pa je tudi soočenje posameznika z lastno preteklostjo, s težkimi dogodki, ki jih je preživel, z bolečinami, spomini in travmami, ki jih je doživljal. Saj v današnjem času, bom rekla, znanosti, ki se ukvarjajo s področjem psihoterapije, vse bolj ugotavljajo, da je prav izpovedana beseda tista, ki pomaga k ozdravljanju ran. Sicer pa se te prenašajo na naslednje generacije. Nenazadnje pa so pričevanja zanimiva tudi za mlajše generacije, saj si lahko na tak način bolj plastično ali pa globlje predstavljajo dogodke iz nedavne slovenske zgodovine. In če si sedaj na kratko pogledamo, kako izgleda približno spletna stran, najprej na njej najdemo zavihek s splošnim orisom, kjer je nek opis in pa namen te spletne strani. Potem v naslednjem zavihku sledimo zgodovinskemu orisu v povezavi s pričevanji. Poseben zavihek pa je posvečen povzetku povojne begunske problematike. Z tega področja imamo namreč tudi največ pričevanj. Sledijo objavljena pričevanja. Zaenkrat smo se odločili, da jih razdelimo na Severno Ameriko, Južno Ameriko in pa Evropo. Mogoče se bo kasneje pokazala še kakšna druga opcija razdelitve, pa tudi dodan je razdelek, zakaj je potrebno pričevati. Pa mogoče si kar od blizu eno od pričevanj pogledamo. To se pravi, pričevanja so vsa opremljena s kratkimi nekajstavčnimi povzetki, naložena so na YouTubu in vsako pričevanje ima potem nek daljši povzetek, kjer je opis zgodbe pričevalca. Dodano je tudi kraj, kjer je bilo pričevanje posneto, kdo je pogovor vodil, kdo ga je posnel. Potem so dodane tudi ključne besede, da lahko hitro povežemo, na kaj se pričevanje nanaša, pa mogoče prisluhnimo parim minutam enega od pričevanj, ki sta ga posnela sodelavca študijskega centra Renato Podbersič in dr. Renato Podbersič in dr. Boštjan Kolarič v Severni Ameriki leta 2016. Pričevanja se začnejo na podoben način, kakor zdaj vidimo, s kratkim glasbenim začetkom, potem pa sledimo pripovedi. Gospa Graviša, povejte nam kaj o sebi, kje ste bila rojena, malo v šoli, družini. Bila sem v Ljubljani Moste, Zaloška cesta, Petersburg. Tako je bilo včasih, ko so spominjali, je bila 80, ne pa nič ne vem. In starši niso, sta župa umrla, oče in mama. Oče je bil pa v splošni bolnici za Mizarja. Ja, je pa tam delal. Vi ste hodila na meščansko šolo v Ljubljani? Sem hodila v Uršulinkah. Povejte, kako je bilo v Uršulinkah med vojnama. Kako je potekal pouk? Kakšne spomine imate? Zelo lepe spomine, lepo je bilo. Zares lepo. To je dekliška šola, ne? Ja. Sem že v prvi razred hodila iz Most v Uršulinkah. Peš? Prvo leto sem se vozila s tramvajem, potem sem pa hodila peš. Vsak dan? Vsak dan, ja. Kar dolga pot, ne? Ja. A je bila to kvalitetna šola? So bile zelo dobra,
dobra, res dobra. Ja. To je samo en delček pričevanja, to se pravi, ponavadi vsak pove nekaj besed o svojem otroštvu in potem nadaljuje opis mladostnih dni in pa potem seveda spomine na vojni ali povojni čas. Naj povem še, da je vsebina spletne strani in pa tudi povzetki pričevanj so prevedeni v angleški jezik. Če nam bodo finančna sredstva v bodočnosti omogočala, jih bomo prevedli tudi v španščino, tako da bodo na voljo tudi mlajšim generacijam, da jim bodo lahko prisluhnili. Potem je na spletni strani dodan še kontakt, na katerega se lahko kdorkoli obrne, to se pravi na sedež Študijskega centra za narodno spravo. Veseli bomo, če se na nas obrnete, nas pokličete. Potem pa je dodane so še povezave sorodnih institucij doma in po svetu. Zdaj pa mogoče za zaključek še, kaj nekako od spletne strani pričakujemo. Ja, od spletne strani pričakujemo, da si jo bodo ogledali pričevalci sami, njihovi družinski člani, sorodniki, prijatelji. Priporočili smo jo in jo bomo še slovenskim skupnostim med Slovenci v zamejstvu po svetu. Primerna je pa za vzgojno-izobraževalne namene in seveda za raziskovalce, ki se s to tematiko ukvarjajo, oziroma za vse, ki jih ta tematika zanima. Želimo si, da bi vsebina spletne strani našla pot do vseh generacij, tako mlajše kot starejše. Za zaključek mogoče samo še to, da se v imenu vseh sodelavcev Študijskega centra še enkrat zahvaljujemo vsem pričevalcem, ki so nam do sedaj zgodbe zaupali in hkrati vabimo tudi vse, ki bi bili to še pripravljeni storiti, da se nam v prihodnosti javijo. Sedaj smo vam pa na voljo za morebitna vprašanja, to se pravi z področja dela komisije ali pa z področja spletne strani. Hvala za pozornost. Hvala.